Zdravo, dobrodošli še na More Than Networking. Danes je tema, a preveč govoriš. Tako da, glej, ta tema je pa čisto nepisana v kožo, tako da ostani z mano do konca. Da je ta zadeva, da ko preveč govoriš, daj preveč, ne. Mislim, glej, čisto iz svojega lastnega primera, jaz sem oseba, ki dejansko veliko govorim in dejansko veliko treniram to, da ne govorim toliko. Rado sem ful pozoren na to, ko govorim, ampak pri meni, predvsem je bistveno dejansko, kaj govoriš. Če si zanimiv, če imaš neko dobro temo, če se dejansko, ko bi rekel, si v pravi družbi, ni noben problem, če kakšno minuto dlje govoriš. Fajn je pa biti pozoren na okolico, kjer si, ker pa da pa cel cajt izstopaš, cel cajt govoriš na dolgi rok, ni problema, če je to nek večer, nek moment, nek sestank, ampak noben se ne želi biti eden izmed drugih, ki je znan sam po temu, da zelo veliko govori, pa bore malo pove. Mislim, glej, ko v situaciji temu, da mi zelo veliko govorimo in ko govorimo, je dejansko veščina, ki te dejansko lahko, jaz temu rečem, reši tega, da preveč govoriš, je aktivno poslušanje. Dejansko, da pač ti si v fazi, ko dejansko daš pozornost pač osebi, aktivno poslušaš, se odzivaš, prilagajaš, ko bi rekel, sogovorniku in si dejansko v samem pogovoru, kar pač sploh pa rečemo pri nas ko bi rekel, posamezniki, ki se ukvarjamo z prodajo, imamo problem, ker imamo, ne vem, toliko si želimo govoriti o nekih stvareh, ne, da dejansko izključaš sogovornika, ne. Tako da aktivno poslušanje je vrhunska veščina, s katero pač, ko ti postaviš pravo vprašanje, ko je mimika obraza, ko si ti not v pogovoru, ne, daš sogovorniku vedeti, da te zanima, da slediš pogovoru, ne. In potem je še ena stvar, ko ti postaviš neko vprašanje, pač posledično moraš biti tih, ne, da boš kaj slišal, da bo druga oseba lahko nekaj povedala, tako da če, ne vem, pač kdorkoli nima, ko bi rekel, dobre tehnike aktivnega poslušanja, pa kar predlagam, da si pogleda kakšno vajo, pa, ko bi rekel, da to čim prej v prakso. Ja, absolutno, glej, če ti, sploh je, rečemo, ponovadi imamo zdaj tako, glej, preveč lahko govoriš, ko si pod stresom, ne, in pa blebetaš samo zato, da se nekaj dogaja, ne, ker je pač ful je čuden moment, rečemo, ko si na dogodku, pa je tišina, to pač bi šli vsi se podgrezali po zemljo, ne. Meni, če se zgodi, jaz pa skušam biti pozoren na sogovornike, skušam jih čim bolj vključevati v sam pogovor, se pač čim več njim posvetiti, obrnem zgodbo na način, da pač oni govorijo, ne, več kakor jaz, ne. Ampak je pa tako, lej, če padeš not, če je neka tema tebi zanimiva, glej, odnese te kdaj, no, vse temu ni nič narobe, ne, sam pač moraš merkati, ne, da se te ne zgodi, ne vem, enkrat je ena razlagala, ko je šla na zmenk, pa bil tip, pa je zelo dobro izgledal, pa to je bil pilot, ne, ampak on ni nič drugega govoril o temu, kako je biti pilot, pa o letalu, pa o teh stvareh, ne. In ona je valjda zelo hitro pač spregledala to njegovo lepoto, ne, in dejansko je bilo ženski dolgčas, ne, in je pač komi čakala, da zbeži z tega dejta, ne, tako da pač moraš biti pozoren na sogovornika, ne. In je še ena stvar, ne moreš rečemo, ne, meni pa še debata o mreženju, ne, o prodaji, o mreženju, odnosih, to, ljubo duša ne moramo se cel temu pogovarjati, ne, a veš, torej se moram daj tudi pač valjda vsaj enakomerno časa posvetiti tudi debatam, ko bi rekel, sogovornika, pa nekaj, kar še njega zanima, ne. Če ne, kako se bom počutil enakovrednega v pogovoru. Tako da tukaj moraš ful merkati. Tukaj je fajn, pač imeti mogoče res ta čustveno inteligenco, malo širino, pogledaš osebe, kako se odzivajo, ne. Dejstvo pa je, da pač ja, valjda, glej, hitro vidiš, a ti energetsko ali pa tematsko nekomu ne sedaš, pa se pa lahko simpatično makneš iz pogovora, tudi to ni nič narobe, ne. Se itak ti bojo dali hitro vedeti, kaj jim pač nekaj ne sedi. A veš, je to zdaj pogledi stran, obračajo oči,
zehajo, to se dogaja. Ne. Takrat pač je fajn, da pač ne jemliš tega osebno, pač nisi se poklopil, nisi zanimiv, ali pa pač ima ta druga oseba v nekem trenutku druge prioritete, druge izzive in pač ni pravi čas. Ne. Tudi to ni nič narobe. To je tudi ena stvar, ki pač rabimo vedeti, da pač enostavno ne moš biti vsem všeč. Ne. In zelo velikokrat se trudiš biti ful všeč s tem, da ful razlagaš, ful govoriš, ful se preveč trudiš. Ne. In rečemo, moja šola je, da, kar sem v zadnjem času zavestil, je, da moram manj govoriti. Ne. In dejansko ne samo manj govoriti, več poslušati, ampak tudi, ko govorim, moram merkati, kva govorim. Sem zelo velikokrat govoril o stvari, ki so dejansko bile. Pa ne vem, zakaj sem takrat imel to potrebo. Pa to ni bilo to 40 let nazaj. Ne. To je bilo lani mogoče. Ne. Tudi ne vem, zakaj sem rabo neke teme odpirati, zakaj sem rabo nekaj povedati. Ne vem, kakšno potrditev sem jaz iskal. Ne. A veš? In porataš temu, da res blebetaš. Ne. In po vsej verjetnosti se marsikому je zasral zaradi tega, ker sem v neki točki kakšno stvar preveč povedal. Ampak gled, nimaš kaj, gled, to je bil, a veš, v momentu neke strasti, nečesa, pa pač momenta, pa si malo več blebetal, ne. Tako da, in dejansko jaz pravim temu, rečemo, jaz se skušam z tega nekaj naučiti, ne, in dejansko merkati, s kom, kjera debata, koliko povem, kva povem, ne, pa po moje bo, pri meni osebno, po moje to bo cel življenje, bom iskal kle, kako to zbalansirati, ne, ampak res, ker res imam izziv, da zelo veliko govorim, pa mislim, da je lažje meni kakšen stavek manj povedati, kakor nekomu, ki je pa cel cajt tih, ki pa komi kaj odpre usta, da začne pa 4-5 stavkov povedati, ker to tudi ni dober, ne, veš, da pa pač ne vem, da tudi nimaš kaj povedati, ne. Ti si je pa tudi zelo awkward, ti preš nekomu nekaj poveš, pa on te gleda, a pa odgovarja, da, ne, kaj se s tem modelom, ne, pač nemaš, se pač težko pogovarjaš in pač pol, ti nimaš, na osnovi česa boš karkoli gradil, takih pogovorov se pač preprosto makneš in letiš naprej, ne. Ja, gled, jaz sem tu dejansko škoda, ker ko ti priješ, sploh gled, ti imaš ljudje, ki pridejo z neko energijo v debato, ker dejansko imaš ljudje, ki vstopijo v prostor, pa se v prostor ustavi, ker je nekdo vstopil. Vstopi v družbo, v nek krog ljudi in dejansko posrka vso energijo, ne. Zdaj, če smo taki, pač moš malo, kdaj pač, jaz tem rečem, ugrize se za jezik, naredi korak nazaj, lahko nekoga pohvališ, kaj je v tvoji družbi tam, pa ne ga izpostaviš, to je taka lep, ful simpatična stvar, ne. Lahko pač dejansko, absolutno je pač za postavljanje vprašanj. Ti moraš postavljati odprte vprašanja, ne, vprašanja, ki dejansko sogovornika pripeljajo do točke, da začne nekaj razlagati, ne. In ko oseba razlaga nekaj oseb, so neke teme, kjer se on not vidi, ne, je ta oseba se bo počutila, ko bi rekel, slišanega in dobra, prijetno se bo počutila v pogovoru. Ne, in ko ti to, če imaš, ko bi rekel, to veščino, ne, pol težko se zgodi, da gre nekdo stran od tebe, od neke debate, pa da dejansko ni slišana, pa da se ne počuti prijetno. Še enkrat, lahko se zgodi, da ni energije, ni klika, nič narobe, nasmej se ti levo, jaz desno, ne, ampak rečemo, ne smemo si pa dovolj tega, ne smeš dovolj tega, da priješ nekam in dejansko, da prevladaš in da konstantno ti govoriš, ne, in si ti cel cajt v središču pozornosti, ne ga za mene, če si ne vem kar, bo druga stran dejansko se počutila pač dejansko čuden, ne bo se počutila prijetno, dejansko bo iskala nek način, da zbeži stran. Torej, gledaš mimiko, postaviš noto vprašanja, vključuj jih noto pogovor, je pa res, da dialog, pa grejanje odnosa mora biti vzajemno pa boje stransko. Če nekdo nima interesa s tabo pogovarjati, si ti lahko vrhunski retorik, znaš aktivno poslušati, obvladaš vse tehnike, pa pač neki osebi pač ne sedeš, ne. Ampak, še enkrat, če si v pravem krogu ljudi in štekaš, da se ne vrti svet okoli tebe, pa kakšno vprašanje postaviš na drugo stran, ko so oni, ko oni počnejo, kako oni neko stvar vidijo, ma ni vrag, no, ja, pa še ena stvar, fajn je, da ne vključuješ nekih tematik, kakor je politika, ne vem, vera, nekih takih tematik, ki so lahko zanjsko izzivajo neke dodatne konflikte.
te debate pusti neko zaprto steno v neki družbi, kjer je lahko konstruktivna debata, ko greš na dogodek, je toliko enih debat, kjer lahko dejansko se, ko bi rekel, skreira pač nek pogovor, ne, da pač steče s tem, da še enkrat sam, please, tudi če not padeš, če si ful strasen v neki zgodbi, ne, eno pravilo je, da, ta je dobra fora, glej, baje obstaja pravilo, da če govoriš več kot 2 minuti, ne, da je preveč. In dejansko, če govoriš več kot 2 minuti, je čas, da aktiviraš drugo osebo in to osebo dejansko vključiš v sam pogovor. Ali z nekim vprašanjem, da iščeš od njega neko mnenje, neko stališče, ne, da ga aktiviraš. Torej, če je monolog daljši kot 2 minute, bi morali imeti tako, ne, več tiskam neki alarmi začnejo, pa rdeče lučke okoli nas svetati, kao stop, enough, dej, aktiviri še sogovornika ali pa pač, zdaj odvisno, koliko jih je. Je pač enostavno jaz sem bil tisti, ki sem zelo veliko šel zelo neobremenjeno v neko debato. In ja, jaz sem bil tudi en tisti, ki sem zelo veliko govoril, kako bi rekel, tem, kjer sem jaz moral se izboljšati, je to, da sem pač utihnil. In da sem ugotovil, da bom dejansko s tem, ko bom dejansko aktivno poslušal, ko bom večkrat tih, v glavnem, da skraščam zgodbo, manj je več. Ne? Torej, ne pomeni, če jaz cel cajt poslušam, da bom dosegel nekaj, da bom uspel zgraditi odnos, ampak pač pomeni, da mogoče pa res ni dobro. Ampak to se naučiš, ko ne rečem. Praksa pokaže. A veš, hitro ugotoviš, sam to možeš, ne vem, se pravim, jaz sem rabil, po vsej verjetnosti sem imel nešteto napačnih pogovorov, komunikaciji, da sem pač še ugotovil. Ja, pa še ena stvar, dovolil sem si slišati druge osebe, ko sem rekel, stari, ti res preveč govoriš. Ne, da veš, ti res blebetaš. In valjda ni prijetno, da slišiš te reče, da blebetaš. Pa reči, ok, očitno je temu res. In začneš trenirati in dejansko aktivirati ljudi, poslušati, ne, in pa še ena dobra fora, ne. Ko končaš nek pogovor, ne, vprašaj se, kva si mnogo zvedel. Če nisi veliko mnogo zvedel, pomeni, da si ti cel cajt govoril. Ne. Pa jaz sebi rečem, jaz sebe že dobro poznam, zakaj rabim govoriti konstantno sebi. Se pa jaz dejansko v nekem pogovoru zborim, ne, že malo pokomovčkam, da povem, kdo sem, kaj sem, da dam neko stališče, vkolikor je meni vredno pri tej osebi, v tej družbi pustiti neko, ko bi rekel, nek pečat, ne, neko stališče, se pa zelo velikokrat mi zgodi, da pač enostavno se naredim na polno umnega, ne vem, nimam mnenja, pustim, da stvar gre čez, ne, a veš, ker je pa še ena stvar, veš, ko ti, rečemo, moj primer, zelo veliko ljudi spoznam, slišim zelo veliko zgodb in bi se lahko zelo veliko tudi vključil dodatne debate, pa sem prav namenoma sem pač tih, ne. Pa še ena stvar, velikokrat pa nimaš niti volje. A veš, pa še nimaš volje, pač pustiš, ne gre stvari mimo, ali pa, kakor sem že prej rekel, strateško pa velikokrat enega postavim pred sabo, njega izpostavim, a pa njo, ne, to drugo osebo, in da ona zažri, da ona dobi spotlight, ne, in to je tudi ful dober feeling, ne. Tako da, še enkrat, sem se pa jaz v praksi zelo veliko naučil, ne, tako da, in po mojem sem plačal kar visoko ceno tega mojega blebetanja, kolikor je bilo to dobro, ne, sem pa zelo veliko sem po mojem nešteto signalov spregledal. Pač ne veš, no. A veš, tako da pač enostavno, ker je kako boš vse obvladal, pač ne gre. Tako da, poglej, mi je to fajn in to je fajn, ker ti odkrivaš neke nove verzije sebe in jaz vedno vem, jaz bom vedno vedel, da pač rad govorim, sploh mi je dobro, ker sem v družbi, ki je taka tako, ki je široka tema, ki je dobra tema, bi ven padel, mi noče not padati, je pa tako, da sem se tudi naučil, da pač tam, ki pač mene ni vreden, ampak ki mi je tako, ni zanimiv, se pa kar že sam od strana, veš. Grem kar veliko sam stran, pa ne, oni se kar malo menijo, pa nimam pa energije se ukvarjati s folkom, ki debatira
so neumne debate, to se jim pa res ne da. Takrat sem pa res furat tih, pa gremo naj iskreno sam na kavo. To je dobro, če sem dejansko, važno sem. Mislim, se po mojem je bilo tudi ena faza mojega učenja, ko sem jaz prišel v situacijo, ki je nekdo govoril več kot jaz. A veš? In dejansko, ko so oba gotovila, da sva midva oba zelo zgovorna, ne, in sva se pol čuvala, merkala, ne, to so res taki lepi primeri, sladki primeri. Tu ni s tem nič narobe, večji bil, po mojem sem še več naučil, ker sem videl na drugi strani, ker nekdo zelo veliko govori in ni pozoren na odziv drugih, in drugi so trpeli v tem pogovoru in so komaj čakali, da zbežijo z tega pogovora. To je pa folk, ki nima nobenega občutka za sogovornika. In dejansko ta folk se mi res smeli. In če greš na dogodke, na konference, takih ljudi vidiš zelo veliko. Dejansko, ki ne vem, ima občutek, da pač mora v 5 minutah vse razložiti. Pa še enkrat, ni problem v tem, da nekdo govori, dobrega retorika, osebo, ki govori pametne stvari, lahko ure poslušaš. Lahko zdaj dolg časa poslušaš in jaz, ki rad govorim, sem tih, pa požeram. Problem je, ko imaš ti na drugi strani nekoga, ki veliko govori, pa nič ne pove, ki blebeta, ki govori neumnosti, ki je dolgočasen, pa mislim, govorimo ali pa pač neprimerne debate. No, v takih primerih je pač to, v glavnem, v takem primeru bež od tega človeka, čim prej stran, ne, pač enostavno s takim se jaz pač ne želim ukvarjati. Ne. Tako da, če ima pa kdo od nas, takega prijatelja, sodelavca, bi bilo pa primerno tudi te osebi povedati, daj stari, please, debate tvoje so neprimerne, preveč govoriš, daj se malo stav, daj poslušaj, daj bodi pozoren na mimiko drugih oseb, ne. Tako da, ampak še enkrat, lažje je se ustaviti, kakor se zbrcati, da kakšen stavek več poveš, no. Tako da, ampak gled, dajmo tako, v pogovoru dajmo stremeti k temu, da govorimo smiselne stvari, ki imajo neko vrednost, ne, da govorimo kul zadeve in da ne blebetamo samo zato, ker pač imamo čuden občutek, če smo tih. Ne. Pa fajn je tudi v pogovoru, ne, zelo velikokrat je fajn pauze malo narediti. Sekunda, 2, 3, ne, veš, da še vedno vidiš, ali te oseba posluša ali te ne. Ampak gled, to so pol že malo tehnike, ki pa prekaša že tole oddajo. No. Tako da v vsakemu primeru, za zaključek bi sam to rekel, gled, če preveč govoriš, mogoče poslušaj to še enkrat, kar sem pač omenil, ampak ena od najboljših veščin je dejansko aktivno poslušanje, in dejansko bodi pozoren na mimiko obraza, na odziv drugih oseb. Pač glej, če nekomu ne sedeš, nič narobe, ampak trud se ne blebetati. Tako da, to je to. Če ti je bila ta oddaja všeč o temu, kaj se zgodi, če preveč govoriš, ne, dej, po lajki, po šeri, komentirji, še vedno mi lahko slediš na socialnih omrežjih, če imaš pa kakšno pobudo, o čem bi pa lahko jaz še kaj govoril, če te kaj zanima, pa daj mi piš na mail. Tako da, uživaj, čau.